kratko, kako si zadovoljna z letošnjimi pripravami, kako so potekale? Je tako, kot si načrtovala? Ja, večji del priprav in treningov mislim, da nam je uspelo kar dobro realizirati. Večji del časa zimskega obdobja smo preživeli sicer doma v Tacnu, nekoliko pač nam grejo te vedno krajše in mogoče manj ostre zime na roko, kljub temu, da za okolje to ni na koncu najboljše, ampak vseeno pač nam dopušča nekako, ker veslamo skozi celo leto, da se da vseeno treninge upravljati na visokem nivoju, tako da februarja smo se odpravili za en mesec na priprave v Arabske Emirate, kjer pač smo imeli res dobre pogoje, sem bila zelo zadovoljna in smo s ekipo upravili pač zelo dober trening za tisto obdobje, tako da do sedaj praktično je potekalo brez večjih pripomb. Vedno se da boljše, ampak mislim, da vseeno sem zadovoljna z opravljenim delom. Nas pa čaka tudi še zdaj po prvih teh uvodnih tekmah še priprave v Krakovu, tako da v bistvu delo še ni končano in opravljeno in je treba še kar nekaj natrenirati do samih glavnih tekem. Sicer s trenutno formo si zadovoljna, je tisto nekako gre po planu to? Ja, na tem, kar sem delala do zdaj, sem nekako poskušala preizkusiti na teh uvodni tekmi v Tacnu, pretekli vikend in v bistvu sem z nekim povratno informacijo sem zadovoljna. Mi je uspelo realizirati, kar je v bistvu najpomembnejše, ker nekako moja fizična in tehnična pripravljenost nekako nikoli ni bila pod vprašajem, ampak ponavadi mi mogoče zaniha ta konstantnost in realizacija na samih tekmovanjih največjih, tako da to si želim res narediti še korak naprej na tem področju. Kar precej slišimo o tej, lahko rečem, dodatni olimpijski disciplini, koliko te to zanima, koliko se temu posvečaš? Ja, prejšnjo leto sem v bistvu predvsem pristopala do te discipline z nekim nabiranjem izkušenj, ampak na koncu v bistvu izkupiček, ko sem bila med 3 v skupnem seštevku svetovnega pokala, se je zelo obrestovalo vse delo in vse izkušnje. Tako da letos je sigurno pač je že od začetka sezone nekako ta moja koncentracija tudi usmerjena nekoliko v kros. Tako da v bistvu nisem opravljala veliko število treningov pač v plastičnem čolnu oziroma pač prav specialni trening, ampak to planiram zdaj v tem spomladanskem obdobju oziroma nekako skozi samo sezono, ker bo več priložnosti in dobrih pogojev za nekako rast tudi v tej disciplini. Se morda bojiš, vendar bo tukaj treba neko usklajevanje med slalomom in kajakom, se bojiš, da bi mogoče kakšna disciplina na ta račun trpela, ena ali druga? No, glih to je v bistvu zelo pomembno, da nekako s tem treningom dobim občutek preklapljanja iz ene discipline v drugo, da mi ne bo pač povzročalo težav. To je sigurno neka naloga, ki jo moram naštudirati. Tako da je pač nova dinamika in nov pristop je treba sigurno pač vzeti, ampak mislim, da z dobrim pristopom in treningom, da mi bo to uspelo. Čisto še nazadnje, kar smo že prej govorila, nekako smo te videli na Japonskem, turno smučanje tako, očitno imaš rada tudi mrzle zime oziroma? Ja, tudi v bistvu imam rada vse letne čase in tudi zima mi je zelo pri srcu, sploh ker se potem še toliko bolj veseliš toplega vremena. Ja, v bistvu eden izmed lepših športov v naravi mi je tudi turno smučanje in prišla je res taka edinstvena priložnost, ki sem jo pač mogla izkoristiti zagrabiti z obema rokama in sem si pač privoščila 10-dnevno turno smučanje na Japonskem, kjer je pač raj glede tega in mislim, da sem izkoristila tudi tak čas za aktivno regeneracijo, ker ni v bistvu vplival, da bi mi podiral sam trening, kajakaški trening, tako da sem nekako z roko v roki izkusila še to nadgraditi.